Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Ponovno bomo izžrebali nekoga, ki je pravilno rešil križanko v Soboških novinah. Tako, odgovor je pravilen, biciklin, srečna dobitnica pa je Majda Huber iz Cvetkove 2F. V nadaljevanju programa pa vas vabimo k ogledu oddaje Aktualno. Razvojna agencija Sinergija je v sodelovanju z ZKTŠ Murska Sobota v prostorih soboškega TIC-a odprla mobilno-informacijski center, ki je nastal v sklopu projekta Mobilnost in turizem vzdolž Podonavja. Partnerji mednarodnega projekta, med katerimi je tudi Razvojna agencija Sinergija, poudarjajo potrebo po vzpostavitvi trajnostnih mobilnostnih rešitev in turističnih storitev, ki temeljijo na uporabi okolju prijaznega načina prevoza. Razvojna agencija Sinergija je edini slovenski partner projektu Transdanube Pers oziroma Podonavski biseri, ki se izvaja v okviru programa Centralna Evropa. In sicer nas veseli, da s temi aktivnosti, ki jih izvajamo v projektu, bomo lahko prispevali k dodatnemu sodelovanju oziroma k novi obliki ponudbe te regije in pa tudi k dodatnemu povezovanju turističnih dejavnikov v tem projektu. Sam projekt je že sicer predstavljal sodelavka, tako da ne bom posebej ponavljal. Rad bi izpostavil samo to, da je v okviru projekta nabavljen tudi nekaj opreme za to informacijsko točko in pa tudi, da bomo v kratkem nabavili tudi opremo za tako imenovane nosilce koles za glavnega regijskega prevoznika, avtobusni promet, da bo s tem na določenih relacijah omogočeno, da turisti, ki pridejo v regijo brez prevoznega lastnega sredstva, da lahko tudi recimo najmejo kolo v Murski Soboti, se peljejo do Lendave, pa potem dajo kolo, če nimajo toliko kondicije, da bi se še pripeljali nazaj, ali jim čas ne dovoljuje, da potem tudi se vrne to kolo nazaj na izhodiščno točko. Bistveno je pa to, da bomo s tem prispevali k možnosti, da našo regijo obiščejo, se pravi izboljšanje infrastrukture, predvsem da našo regijo obiščejo tista ciljna skupina gostov, se pravi dodatna, nova, nastajajoča ciljna skupina turistov. To so tisti, ki želijo na vsak način ali pa primarno želijo potovati z javnimi prevoznimi sredstvi na mesto svoje destinacije, ali pa tisti, ki se sicer pripeljejo z osebnim avtomobilom, vendar potem to avto parkirajo za čas dopusta in uporabljajo javna prevozna sredstva. Z informiranjem o teh možnosti bomo in s infrastrukturi, ki jo zagotavlja v prvi vrsti zaenkrat mestna občina Murska Sobota, upamo, da bo sledile tudi ostale, se pravi z infrastrukturo, z razpoložljivimi sredstvi bomo to tudi omogočili. Zavod za kulturo, turizem in šport je prepoznal seveda to ponudbo Razvojne agencije Sinergija in ob tej priložnosti se seveda zahvaljujem vsem vam, ki ste nas prepoznali, naš TIC kot en najbolj zaupanja vreden TIC oziroma najpomembnejši v tem smislu regijskega centra. In z veseljem smo seveda sprejeli to ponudbo, da smo pristopili k temu projektu. Prepričana sem, da vašega zaupanja ne bomo razočarali. Naš zavod oziroma naš TIC se namreč ves čas trudi v tej smeri, da deluje, se pravi v smislu točnih informacij, da ljudi informira o vseh dogodkih, o vseh možnostih, ne samo v Murski Soboti, ampak seveda tudi v celotni regiji in pa širše. Zavod, v okviru našega zavoda pa se seveda trudimo tudi okrog trajnostne mobilnosti v turizmu,
predvsem za okolju in zdravju prijazno spodbujanje mobilnosti. Pravkar namreč kupujemo v okviru mednarodnega projekta 40 koles, potem kupujemo 3 sklope soboškega biciklna, ki ga bomo namestili na različnih lokacijah in ki bodo, vsak bo imel po 5 koles, to že poznamo, 2 taki postaji že imamo v Murski Soboti. Postajališča bomo delali v kratkem, dodatna postajališča v Murski Soboti oziroma v mestni občini Murska Sobota. Skratka, ves čas razmišljamo o tem, kako spodbujati pač to trajnostno mobilnost. Seveda pa to lahko samo z veliko podporo mestne občine Murska Sobota, ki nam nekako daje oziroma izpolnjuje pogoje neke infrastrukture tudi in pa pomaga seveda tudi finančno pri vseh, sofinancira te projekte. Občina Murska Sobota se že dlje časa vključuje v mrežo tako imenovanih pametnih mest, smart cities, katerih del in zelo pomemben del je tudi trajnostna mobilnost. Mi smo v lanskem letu dali izdelati strategijo trajnostne mobilnosti za območje mestne občine Murska Sobota in jo vključili v koncept projekta, ki ga mi imenujemo Murska Sobota za prihodnost, Murska Sobota for Future, ki je na področju trajne mobilnosti razdeljena na več segmentov. Zelo pomemben segment je infrastruktura, ki jo že v okviru projekta CTN izvajamo zdaj že 2 leti in pol. Sedaj prihaja ta zaključna faza na področju trajnostne mobilnosti, izgradnja pločnikov, torej pločnikov, potem kolesarskih poti. Mislim, da dober €1 milijon iz tega naslova dobimo iz naslova tega projekta. In danes sem podpisal že nekatere pogodbe povezane z prenovo ali pa ponovno vzpostavitvijo teh kolesarskih poti. In kar se tiče infrastrukture, je tudi v dogovoru za razvoj regije en segment tega dogovora namenjen medobčinskem povezovanju kolesarskih poti. In tudi tukaj smo ravno danes na svetu regije sprejeli oziroma podpisali dogovor za razvoj regije, ki bo omogočal izvedbo tega projekta. To, kar se tiče infrastrukture, drugo so pa ti vsebinski deli. Mi smo zdaj že dobro leto nazaj predstavili projekt Car Sharing, ki ga imamo možnost videti v našem mestu, potem tudi soboški bicikln. Marsikdo včasih reče, ja, vse te stvari se pa v Soboti niso prijele. Gre se za to, da so to projekti, ki se v vsakem mestu počasi in vztrajno, bom rekel, počasi vtirajo v navade našega vsakodnevnega gibanja, ki so pač bolj ali manj rečeno razvade. Zato, ker smo navajeni, da se pripeljem v službo z avtomobilom, doma imamo 2 avtomobila in potem ta 2 avtomobila 90% časa stojite na parkirišču ali pred službo ali pa doma. Mi želimo te navade počasi in vztrajno z pravilnimi pristopi spremeniti. Že pred leti je bil uveden v Soboti tudi mestni prevoz, ki je eden redkih v Sloveniji in Evropi, ki je zastonj za vse uporabnike, ki so iz mestne občine. In prav tako sedaj, ko septembra meseca odpiramo projekt Expano, tam načrtujemo tudi prostor, kjer bo ena izmed postaj za soboški bicikl in zelo pomembno tudi ena izmed postaj mreže avtodomov. Se pravi, da vozniki avtodomov, ki se bodo ustavili na Soboškem jezeru, imajo, kot veste, praviloma s sabo tudi zadaj biciklne, vzame dol bicikl in se odpelje potem v mesto pogledati te znamenitosti. Skratka, trajnostna mobilnost je proces, to ni en dogodek, ki bi ga lahko spremenili v zelo kratkem času in ta projekt čestitam tudi Sinergiji
in pa tudi našemu javnemu zavodu, da so pristopi k temu, je en korak k boljšemu izvajanju tega projekta trajnostne mobilnosti. Na področju trajnostne mobilnosti je še veliko rezerv, sovpada tudi z digitalizacijo mest. Mi smo tudi tukaj prijavili neke projekte, ki bodo omogočali, da bodo ti produkti trajne mobilnosti bolj dostopni uporabnikom pametnih telefonov, z digitalizacijo tudi avtobusnih postaj v samem mestu. Skratka, zavedamo se v mestni občini, da je to nujnost mest, ne samo zaradi onesnaženega zraka, ampak tudi zaradi tega, ker želimo, da so naša mesta bolj polna pešcev in kolesarjev, mamic z vozički, z dojenčki kot pa avtomobilov. Mobilnostno-informacijski centri postajajo pomembni generatorji sprememb potovalnih navad prebivalstva, saj s svojimi programi informirajo, osveščajo, izobražujejo prebivalce o pomenu trajnostne mobilnosti in spodbujajo uporabo okolju prijaznih prevoznih sredstev. Na tem mestu bi izzvala oziroma povabila, da se mi pridruži tukaj tudi ena izmed 8 mobilnostnih menedžerk in koordinatorka mobilnostno-informacijskega centra, gospa Jasmina Citarič-Pašaj, da deliš z zbranimi nekaj informacij o tem, kaj bo dejansko mobilnostno-informacijski center delal in mogoče, da poveš tudi, kaj mobilnostni menedžerji so oziroma kakšna je njihova vloga. Torej, poleg vsega, kar že do zdaj delamo, nudimo informacije o nastanitvah, prehrani, znamenitostih, izletih. Bomo zdaj še nudili informacije o uporabi sredstev trajnostne mobilnosti, torej, kot smo rekli, pešce, za kolesarjenje, za seveda uporabo javnega prometa, kar je pa upamo tudi na sodelovanje z avtobusnim prometom Murska Sobota, Slovenskimi železnicami in seveda bi radi tudi v sklopu vsega tega uredili tudi nekaj turističnih produktov, ki bi vse to vključevali, uporabo trajnostne mobilnosti, lepote naše regije. Zato tudi v tem bi rada tudi izkoristila eno priložnost in bi povabila vse, ki pač imajo kakšne zanimivosti, možnosti izposoje koles, primerne nastanitve, da se nam tudi oglasijo, da jih damo tudi v našo bazo podatkov in lahko nudimo tudi njihove podatke naprej turistom in vsem zainteresiranim. No, mobilnostni menedžerji bomo tu, da bomo pomagali vsem zainteresiranim, torej tudi tako domačim kot tujim turistom, pa tudi domačinom, da naprimer načrtovati pot s trajnostnimi sredstvi, kot so javni prevoz, kolesa, tudi pomembna je tudi ta zadnja milja oziroma zadnji kilometer, kot pravimo v turizmu. Povezovali bomo možne ponudnike z turisti, nudili informacijo, kako priti do njih, oziroma celo upamo, da bomo s ponudniki ustvarili ene produkte, bomo ene vrste povezovalci med turisti in pa med ponudniki. Preden slovesno odpremo mobilnostni informacijski center, želim z vami deliti nekaj statističnih podatkov o samem projektu Transdanube Pulse oziroma mreža za trajnostno mobilnost vzdolž Podonavja, kot mu po slovensko rečemo. Projekt se je pričel izvajati januarja 2017 in se bo zaključil junija prihodnje leto. Skupni proračun projekta je nekaj manj kot 3 milijone evrov. V projektu sodeluje 15 projektnih partnerjev iz 9 držav evropskih, in sicer ob Donavi, kot sledijo Nemčija, Avstrija, Slovaška, Madžarska, Bolgarija, Romunija, Slovenija, nato Hrvaška in Srbija. Poleg projektnih partnerjev konzorcij Transdanube Pulse vključuje tudi pridružene partnerje. Teh je 24, med njimi slovenski pridružen partner je Pomurska turistična zveza. Vključili pa smo tudi druge akterje, kot so Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, avtobusni promet Murska Sobota in druge akterje z področja mobilnosti in turizma v regiji.
Namen projekta je dejansko vzpostaviti to mrežo destinacij, oziroma kot jim mi rečemo biserov, v Podonavju, ki bodo bodo zavezani trajnostni mobilnosti v turizmu. Namen mreže Transdanube Pearls je izboljšati torej sodelovanje teh ključnih akterjev na področju turizma in mobilnosti, vzpostaviti neke skupne standarde, po katerih bodo destinacije delovale, in pa vzpostaviti ustrezne organizacijske strukture, ki bodo na to zagotovile delovanje vzpostavljanja mreže tudi po koncu trajanja projekta. Veliko je bilo že rečenega, kaj se bo v okviru projekta v Pomurju delalo, pa da strnem še enkrat, kaj je namen. V Pomurju dejansko s projektom želimo Pomurje uvrstiti v mrežo teh destinacij, biserov, Transdanube Pearls oziroma podonavskih biserov in s tem posledično tudi povečati prepoznavnost Pomurja. Kot že rečeno, okrepiti sodelovanje z področja turizma in mobilnosti. Turiste privabiti v samo regijo v Pomurje s trajnostnimi prevoznimi sredstvi in jih spodbuditi, da se tudi znotraj regije premikajo s kolesi, avtobusi, vlaki in da s tem zmanjšajo uporabo osebnih avtomobilov. In seveda, eden izmed ključnih namenov je izboljšati dostop do informacij o mobilnostnih storitvah, ki obstajajo v regiji. V Pomurju bodo, kot je že bilo omenjeno, oziroma so izobraženi mobilnostni menedžerji. Danes odpiramo mobilnostni informacijski center. Na to smo že pristopili v nabavo 2 nosilcev za avtobuse za kolesa. V sodelovanju z avtobusnim prometom Murska Sobota bomo na 2 avtobusa montirali nosilce za kolesa. Vsak nosilec bo imel kapaciteto 6 koles, tako da bo uporabnikom še bolj dostopno, da tudi če ne prevozijo celotne regije, da del poti opravijo s kolesom. Avtobusi opremljeni z nosilci naj bi vozili na relaciji Murska Sobota-Lendava-Murska Sobota. Toliko. In kot je gospa Jasmina že omenila, se bodo vzpostavili novi turistični paketi, ki bodo vključevali trajnostno mobilnost. Poleg tega pa bo mobilnostno-informacijski center ponujal tudi informacije o lokalnih znamenitostih, prireditvah in dogodkih, nastanitvenih kapacitetah, prehrani, zabavni mobilnosti ter drugih aktivnostih.